Gre za to, da je v ozadju ena sama velika trgovina z osebnimi podatki. Facebook je danes vreden, mislim, da okrog 12 milijard dolarjev in vsi vemo zakaj. Zato, ker ima eno največjih baz osebnih podatkov v zasebnem sektorju na svetu. Facebook je danes tretja največja država na svetu, ki ima, mislim, da že okrog 650 milijonov uporabnikov in v ozadju seveda lahko že tudi posamezniki, ki uporabljamo Facebook, lahko vidimo, da gre za neposredno trženje. Facebook bo vse bolj usmerjal svoje neposredno trženje v ciljno trženje, v segmentirano trženje, v tako imenovano vedensko trženje. Več podatkov, ko bo v posamezniku Facebook imel, bolj bo lahko fokusiral svoje reklame. To recimo že na internetu poznamo preko cookiev. Na amazon.com, če kupuješ produkte, jaz recimo kupujem knjigo o pravu, o letalih, mi greva na isto vstopno stran amazon.com, ne vem, vi boste dobili reklame o, ne vem, kakšne knjige pač kupujete, kuharske mogoče, ne. In že po cookieju, ki se je prenesel na naš računalnik amazon.com, zelo točno ve, kakšne knjige mene zanimajo. In jaz bom dobila drugačno reklamo na bannerju, kot jo boste dobili vi. In Facebook bo seveda začel početi isto. To pravzaprav počno danes že skoraj vsi, tudi v Sloveniji, velike trgovske verige, gredo na segmentirano trženje. Morda samo, da si bodo gledalci tega videoklipa lažje predstavljali. Mercator, ne? Vsi smo srečni člani Mercator.kluba, 700 tisoč Slovencev je v tem klubu približno. Ne? In danes se v Mercatorjevem podatkovnem skladišču zbira podatek, za koliko smo v določeni Mercatorjevi trgovini kupili, potem tiste pikce dobivamo in popuste. Customer Relation Management gre seveda en korak naprej. Podatkovno skladišče Mercatorja bo v bližnji prihodnosti, in to se bo zgodilo zelo kmalu, zbiral podatke tudi o tem, kaj smo kupili v določeni trgovini, ne pa samo to, koliko smo zapravili. In Facebook dela točno to. Gleda, kakšni so naši interesi in veste, zato pravim, da gre za trgovino. In mi naše osebne podatke včasih prepoceni prodajamo in prepričana sem pa, da bodo ljudje vse bolj ozaveščeni, da jim bo šlo takšno segmentirano trženje vse bolj na živce, če marketingaši na drugi strani ne bodo previdni in da ne bodo preveč agresivni. No. Ta agresija bo zbudila, bom rekla, neko averzijo posameznika na drugi strani in mi kot informacijski pooblaščenec seveda opozarjamo na to, da naj osebnih podatkov ne prodamo za kuhinjsko krpo. No.